čudnih časih živimo, res čudnih časih. In vendar so to časi tudi za praznovanje. Ravno mislim na založbo Beletrina, izid 500. knjige, prvič za Beletrina klasika izide, bližajoča se obletnica. Res primer, da se človek ustavi. Včasih razmišljam, kako je prišlo do tega, da so pri Beletrini tiskali moji 2 knjigi, Poslednje 10. brate pa Dohojene stopinje. Bila je taka čudna zgodba. Ko sem se vrnil v Slovenijo pred 25 leti, so me mnogi na intervjujih spraševali, če še kaj pišem in to. In sem povedal, da novega ne, da pa popravljam, prečesavam en star roman in to. In me je ustavil Mitja Čander, večkrat sva se srečevala in me je vedno pri vsakem srečanju prigovarjal, dajte, končajte, ne pa izdajte, ne. In sem rekel, ne, da moram vedno še kaj novega dopolnilo. In mi je nekako rekel v stilu španskega pregovora optimo enemigo de lo bueno, da odlično je sovražnik dobrega, da dostikrat samo pokvariš kaj, ne. In sem mu dal res izročil rokopis, da ga je prebral in pri Beletrini so se odločili, da ga tiskajo. Sem zelo vesel, ker so tako urednik kot urednice res se potrudile, da je knjiga šla, kot je treba. Glede druge knjige, Dohojene stopinje, je pač tudi čudno, torej že to Poslednji 10. brat je nekaj posebnega, ker to ni navaden roman, to je kolaž roman, ki je tako čudno sestavljen, res komplicirano in potrebuje vsaj v začetku od bralca koncentrirano branje, vsaj nekaj ur. Ta druga knjiga se mi pa zdi važna ne zato, ker je ilustracija moje literarne poti, kot bi kdo misli. S profesorjem Pibernikom sva se pogovarjala leta, potem je vsa stvar padla v pozabo, nadaljevala skozi 18 let. To je tudi zgodba ne samo človeka, ampak človeka v skoraj 100 letih, kakšno je bilo stanje slovenskega duha okoli 1220 pa okoli 2020. Spremembe, pozitivne in negativne. In moj pogled na sedanje stanje naših ljudi po svetu in v domovini, analiza. Ker brez analize preteklosti ne moremo razumeti sedanjosti. Če pa tega ni, kakršnokoli predvidevanje prihodnosti je nesmiselno. Tako da Beletrini želim res, da vremena naša, kljub tem časom čudnim, v katerih živimo, da bi se vremena razjasnile in da bi lahko nadaljevala svoje zgodovinsko poslanstvo.